Konec avgusta je bil v Monte Carlo svetovni festival amaterskih gledališč. S kar 2 predstavama, oziroma 1-2krat, so nas tam pogumno zastopali dijaki Mariborske prve gimnazije. Dobro jutro želim profesorici Tjaši Klanšček ter dijakom Neži, Tini in Timono. Lep pozdrav. Bili ste v Monaku, drugi najbogatejši državi na svetu. A res? Ni, a je prva? Ne vem. Nismo vedeli. Katera je prva? Liechtenstein, Švica? Ne vem. Mi tudi ne. Morda Vatikan? Morda. Se to pazi na vsakem koraku, da gre za bogato državo? Ja, se kar opazi, ja. Po čem? Avti, Ja, športni avtomobili, dragi športni avtomobili. stavbe, Ja. jahte, ljudje, urejeni. Ampak so pa zelo Gledališča. 3 gledališča na tako majhnem prostoru je kar veliko. Ja. Kaj pa recimo po urejenosti okolja? Zelo čisto mesto, bi jaz rekla. Ne? Sploh, mislim, urejeno. Pa zdaj, če vzamemo, da gre za eno izmed najbogatejših držav na svetu in tudi najbogatejše prebivalce, kakšen odnos imajo oni do turistov? Pa recimo do vas, do mladih ljudi, gledajo vas prezirom? Ne, so zelo odprti ljudje, se mi zdi. Pa dosti malo je tam takih domačinov, ki bi res tam živeli, ne? Dosti je teh takih letečih bogatašev, ki pridejo tja malo. Pravzaprav je zelo malo avtohtonih prebivalcev, imamo občutek. Tudi ta servis, ki podpira turiste, prihaja vsako jutro iz Francije, iz francoskega dela. Zelo zanimivo je ena cela železniška postaja, ki te iz Pariza pripelje direktno pod skalo noter. Vsi ti delavci, ki servisirajo ta turizem, v Monte Carlo prihajajo od drugod. Bili ste tam z razlogom. Na svetovnem festivalu amaterskih gledališč. Nastopili ste s predstavo Sen kresne noči. Zdaj pa dejal sem, da ste nas pogumno zastopali. Kaj to pomeni pogumno? Verjetno so tudi kaj ocenjevali, ste dobili kak kompliment, ste se zmotili, mogoče pa oni niso vedeli. Ja, ta festival je bil, je v bistvu zelo veliki festival amaterskih gledališč, en izmed največjih. In je tam bilo v bistvu 24 držav. To v bistvu smo mogli biti pogumni, ker smo mi bili eni izmed 24-ih. Ja. In mi smo zastopali Slovenijo, tako da smo hteli zastopati Slovenijo najboljše, kar se da. Seveda smo se čim bolje izkazali, vsaj mi tako mislimo. Odziv publike je bil zelo super. Mi smo se tudi vredno počutili, ko smo se poželi tisti velik aplavz po predstavi. Zelo super. Dober občutek, ne? Ja, super. Pa nastopati recimo temu pravi veliki dvorani. Koliko ljudi je sprejela? Okrog 700. Bilo je tudi nekaj bravotov na koncu. Ja, tako da stoječ aplavz in bravo vzkliki. Tako se je tudi potem začel kritik, se pravi kolegi, je bil vsako jutro potem po predstavi, kjer so bili svetovno priznani gledališki kritiki, ki analizirajo seveda potem tvojo predstavo, postavijo par relevantnih vprašanj, tudi povedo, kako so te videli in predvsem jih pa zanima način delovanja vseh teh različnih ljudi, ker gre za različne tipe gledališč. Glede na to, da je to bil festival, ste v bistvu se tudi lahko česa novega naučili? Recimo eno največje spoznanje, ki ste ga odnesli iz Monaka. Ja, tam smo mi tudi obiskovali delavnice vsako jutro, kjer je predaval en mož z Slovaške, Slovak je bil Slovak, in nas je učil v bistvu giba. Pantomime in giba, kar je bilo kar doživetje. Mislim, da smo tudi dosti odnesli od tega. Zelo drugačno je bilo recimo napram našemu tipu gledališča, ker je to nekaj čist druga veja. Pa smo sprvo bili taki, kak bo to, smo bili malo, nismo bili zihrni, negotovi smo bili, kak bo potekalo, ampak je bilo ful fajn na koncu. Pa tudi v bistvu gledati druge predstave, tipi predstav, recimo sploh Japonska nas je najbolj presenetila. Gre to zaradi oblačil? Ja, pa dosti so imeli takih plesnih točk, nekih bojevniških, tako da bi neke videoigrice pobegnili. Res, ja, dosti raznovrstnih predstav je bilo. Sicer pa je festival potekal pod pokroviteljstvom monaškega princa Alberta II. In baje ste ga celo v živo spoznali.
Ja. Kakšni nasmehi, princesi. Ne? Kdo se ne bi branil princa? Ja, kako je bilo, ne? Seveda, ne? Me zanima, kaj je on vam povedal, kaj ste vi njemu. Mi smo slučajno slišali informacijo, ona je prišla do nas, da naj bi tudi sam princ se udeležil enega večera tam. In smo mi za vsak slučaj imeli s seboj tudi vino, ki smo ga želeli predati. Za vsak slučaj, poudarjamo. Se pravi, ja, posebej za njega izbrano vino. Ja. Gospa profesor, ste vi povedali kaj več o vinu? Za kakšno vino je šlo, verjetno ne. No, pravzaprav je bil to neformalno obisk in ostale skupine niso bile obveščene, tudi mi nismo bili, ampak jaz sem bila povabljena na neko uradno kosilo, ker so se moji dijaki tako dobro izkazali. In so mi takrat rekli, da pač moramo biti v tem kongresnem središču, kjer je bilo središče festivalsko, da ta večer pa moramo absolutno biti tam, to je bil naš zadnji večer. En dan prej smo tudi predstavljali Slovenijo za svojo kulinariko, plesi in tako dalje, za kvizom o Sloveniji. Ja, pa vi ste jih naučili polko plesati. Tudi smo jih naučili, žgance kuhati. To je ravno, ne? Ja. No, in smo se potrudili, jaz sem rekla otrokom, dajte se lepo obličiti, jaz ne vem, če ne bo princ prišel, ne. In, po protokolu je bilo predpisano, recimo, kravata? Ne. Kazinojo, ja. No, in res se on tam pojavil, no. Tako da mi smo imeli v enem velikem hladilniku to vino skrito za vsak slučaj, če bi morda Albert prišel. To je bilo, kaj pa, če ne bi prišel? Vrnili bi ga, ker to je zelo dragoceno vino. Very pax, tako da smo rekli, če ne. No, kako niso le nek uspeh dosegli tam v Monaku? Ja. No in princ je prišel, no, da to zaključimo. In nas je zelo lepo sprejel. Jaz sem na dijake tudi izredno ponosna zaradi tega, ker suvereno obvladajo vse jezike, sučejo se na teh parketih od gledaliških do tudi kazinoja. Na koncu si tudi v apartmaju znajo sami hrano skuhati. In seveda so princu povedali, da je to vino zraslo na slovenski zemlji, da so ga dogojile slovenske roke, ne. In bil je zelo vesel, na koncu nas je tudi malo pokramljal seveda z nami in na koncu nam je tak v pravi slovenščini rekel živeli. A res? Ja. Kje se pa tega naučil? To pa jaz ne bi vedela, nisem upala vprašati. Ampak je bil tako prijeten, tako res neverjetno. Nič kraljevski, nič ničovski. Ja, ampak za to svojo neko prijazno tak prezenco ima res toplo, da se počutiš tak dobrodošel. Pravzaprav smo ne bi rekel, da je princ, tak čist preprost človek, res. V igralnici ste bili, ne? Vsi? Ja. A je bilo v redu? Zadev kdo, kakšen jackpot? Več zgubili. Nobenih jackpotov, neke male vsote smo, ampak več smo zgubili, kot dobili. Več zgubili? Je zmanjkalo denarja zdaj za Rusijo? Ne. To ne. Kdaj greste? Nedeljo? Nedeljo, ja. V nedeljo, kaj boste igrali? Psiho, Moljerevo. Moljerevo Psiho, ja. Prav. Letko prizorjena na odrih. Čestitam in naj bo najboljše, ne? Ja, hvala. Hvala za obisk v studiu in pogovor. Hvala vam. Hvala.